Dobrodošli v spletu dogodkov tedna. Ta teden je nekaj posebnega, saj praznujemo Mednarodni teden gluhih, ko po celem svetu potekajo kulturni dogodki gluhih v znakovnem jeziku. Veseli smo, da smo del te skupnosti. Dolgo smo se borili za svoje pravice, za svoj materni jezik in kulturo, zato vam današnje novice lahko posredujemo v slovenskem znakovnem jeziku. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je 10. septembra v Strasbourgu imela vsakoletni govor o stanju v Evropski uniji. Kljub pomembnosti dogodka prenos ni bil dostopen za naglušne, saj ni vseboval sprotnega podnaslavljanja. Evropska federacija naglušnih oziroma EFHOH je zaradi tega na Evropsko komisijo naslovila uradno pismo in pozvala k zagotavljanju popolne dostopnosti vseh ključnih sporočil EU za osebe z izgubo sluha. Po njihovem mnenju mora biti dostopnost osnovna pravica, ne izjema. Če ste se v torek 23. septembra mogoče sprehajali na Tromostovju v Ljubljani, ste verjetno opazili, da se je tam zvečer prižgala modra luč v počastitev Mednarodnega dneva znakovnih jezikov. Akciji Modra luč za znakovne jezike so se poleg Ljubljane pridružila tudi druga mesta v Sloveniji. Na sedežu Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije v Ljubljani je ob Mednarodnem tednu gluhih in 25. obletnici Evropskega dneva jezika pred 2 dnevoma potekal strokovni posvet Zgodnje učenje znakovnega jezika, temelji inkluzivne komunikacije. Namenjen je bil vzgojiteljem, učiteljem, svetovalnim delavcem in strokovnjakom s področja vzgoje in izobraževanja. V tem tednu je otrokom vrata odprla tudi Hiša znakovnega jezika. Osnovno vodilo letošnjega tedna odprtih vrat je Govorim in berem z rokami. Malčki so bili navdušeni tudi nad predstavo Igrane pravljice Zmajček in Morska deklica. Danes dopoldan je bil v Cekinovem gradu v Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije brezplačen vodeni ogled v slovenskem znakovnem jeziku po stalni razstavi Slovenci v 20. stoletju. Gluhi obiskovalci so lahko spoznali več kot 100 let slovenske zgodovine in nekatere zanimive predmete, ki so del stalne razstave. V Sloveniji uvajamo nov sistem obveščanja prebivalcev v primeru naravnih in drugih nesreč. Poleg siren nas bodo o nevarnostih obvestila tudi posebna opozorilna sporočila, ki jih bomo dobili na mobilne telefone. Prvi preizkus SI-alarma bo jutri, 27. septembra ob 12. uri. Takrat boste vsi, ki boste v Sloveniji, na svoj mobilni telefon prejeli sporočilo. Šlo bo le za vajo, zato odziv ne bo potreben. Državni zbor je danes v ponovnem odločanju z 52 glasovi za in 31 proti sprejel zakon o gostinstvu, ki med drugim ureja kratkotrajno oddajanje nepremičnin, potem ko je državni svet nanj izglasoval odložilni veto. Novi zakon o gostinstvu med drugim uvaja omejitev kratkotrajnega oddajanja nepremičnin na 60 dni v občinah s pomanjkanjem stanovanj. V državnem zboru so potrdili novelo zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Potrditev zakona prinaša boljše delovne razmere za samozaposlene delavce v kulturi in krepitev socialne varnosti zanje. Nov zakon o zaščiti živali je zaradi neodgovornih lastnikov psov prinesel tudi višjo kazen za tiste, ki pse po javnih površinah sprehajajo brez povodcev. Kazen je v višini od 800 do 1200 evrov. Če je pes nevaren in ogroža okolico in je že prišlo do ugriza človeka ali živali, kazen v tem primeru znaša od 1000 do 1600 evrov.
Poslanci so z 52 glasovi za in 31 proti za ustavna sodnika, ki ju je pregledala predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar, izvolili Nino Beteto in Primoža Gorkiča, ki sta že zaprisegla pred državnim zborom. Na ustavnem sodišču bosta nadomestila sodnika Špelco Mežnar in Marka Šorlija, ki jima kmalu poteče mandat. Državni svet je izglasoval veto na novelo zakona o policiji, ker ne soglaša z rešitvijo, da bi policija izvajala prevoze za helikoptersko nujno medicinsko pomoč. Po njihovem mnenju to spada pod zdravstvo in ne pod policijo, saj lahko pride do zmede pri odgovornosti in posledično ogrožanja bolnikov. Za dokončno sprejetje zakona bo v državnem zboru potrebnih 46 glasov. Novela zakona, s katero se bo prihodnje leto uvajalo številne spremembe na področju zaposlitve, bo pozitivno vplivala na trenutno kadrovsko krizo. Upokojenci bodo po novem namesto 60 lahko delali kar 85 ur na mesec. Zvišalo se bo tudi najvišje in najnižje denarno nadomestilo za brezposelne. Najnižje bo znašalo 70% minimalne bruto plače, najvišje pa 130% in se bo postopoma znižalo na 80%. Tisti, ki so starejši od 59 let in prejemajo denarno nadomestilo za brezposelne osebe in se zaposlijo, bodo eno leto še naprej dobivali denarno nadomestilo v višini 40%. Uvaja se sistem 80-90-100, torej 80% dela, 90% plače, 100% prispevkov za starejše, ki imajo 35 let delovne dobe in so starejši od 58 let. Novost je tudi, da bo Zavod za zaposlovanje študentom lahko posredoval študentsko delo, za katerega bo omogočena zaposlitev po študiju. V torek se je začelo 80. zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku. Udeležila se je tudi predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar, ki je v nagovoru poudarila, da morajo narediti, kar je prav, in ustaviti genocid v Gazi. Dodala je, da si ne želi, da jih madež genocida v Gazi zaznamuje v prihodnosti. Kritizirala je ZDA zaradi pritiskov na Mednarodno kazensko sodišče in izpostavila neučinkovitost Varnostnega sveta ZN, ki po njenem mnenju deluje v interesu stalnih članic. Zavzela se je za reformo ZN, večjo enakost spolov ter ustanovitev Svetovnega foruma za prihodnost. Ameriški predsednik Donald Trump je s prvo damo Melanijo Trump pred zasedanjem Generalne skupščine Združenih narodov doživel 3 incidente, ki jih je poimenoval trojna sabotaža ZN. Prvi incident se je zgodil, ko so se ob njunem prihodu ustavile tekoče stopnice. Drugi incident je bil pokvarjen teleprompter na zasedanju in tretji incident so bile tehnične težave z zvokom med njunima govoroma v ZN. Verjame, da ni šlo za naključje. Primere preiskuje ameriška tajna služba. Odgovor ZN pa se je glasil, da je tekoče stopnice nenamerno ustavil Trumpov snemalec, ki je sprožil varnostni mehanizem, za teleprompter pa je odgovorna ameriška delegacija. Po izjavah Donalda Trumpa, da paracetamol povzroča avtizem in da se morajo nosečnice izogibati jemanju protibolečinskega zdravila Tylenol, katerega glavna sestavina je paracetamol, je Svetovna zdravstvena organizacija razglasila, da za to ni dokazov. Trump je podvomil tudi o cepljenju proti ošpicam, mumpusu in rdečkam. Zavzel se je tudi za spremembo rutinskega programa cepljenja dojenčkov in brez dokazov vztrajal, da ni razloga za cepljenje novorojenčkov proti neozdravljivemu in nalezljivemu hepatitisu B. Program cepljenja otrok, ki ga vodi Svetovna zdravstvena organizacija, je v zadnjih 50 letih rešil najmanj
154 milijonov življenj. Na Danskem so 25. septembra nad letališči v Aalborgu, Esbjergu, Sonderburgu in v vojaškem oporišču Skrydstrup opazili neznane drone, zaradi česar je bilo letališče Aalborg začasno zaprto. Za zdaj ni dokazov o ruski vpletenosti. Danska premierka Mette Frederiksen in ministri so napovedali preiskavo. V torek 23. septembra je v Murski Soboti potekala predstavitev projekta Aktivno inkluzivno, socialna vključenost invalidov na področju športa ter podpis dogovora med Zvezo ŠIS SPK in Športno zvezo Murska Sobota o vzpostavitvi regionalnega centra. Projekt bo invalidom omogočil dostop do brezplačne prilagojene vadbe v Murski Soboti, Ljutomeru in Lendavi. Izvajali pa jo bodo usposobljeni strokovnjaki. Dogodek so pospremili nagovori predstavnikov ministrstva, občin in projektne ekipe, ki so poudarili pomen vključevanja ranljivih skupin v športne dejavnosti. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je v osmini finala svetovnega prvenstva na Filipinih pomerila proti favoriziranim Združenim državam Amerike in izgubila s 3:1. Jutri bo potekalo polfinalno tekmovanje svetovnega prvenstva in se bo Italija pomerila s Poljsko, Češka pa z Bolgarijo. Jutri bo na Primorskem večinoma sončno, drugod bo sprva precej oblačno, čez dan pa se bo oblačnost nekoliko trgala. Še bodo možne manjše krajevne padavine, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, najvišje dnevne od 15 do 20, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Kretnja tega tedna je alarm. Kretamo jo takole. To je zvočni znak, ki opozarja na bližajočo se nevarnost, kot so požar, poplave, plazovi. Sedaj se veliko govori o SI-alarmu, ki je končno dostopen tudi osebam z izgubo sluha. Bliža se novo študijsko leto in vam, dragi študentje, želimo veliko sreče in uspeha pri študiju. Se vidimo prihodnji teden.